Tako, pa si poglejmo še, kako v trikotniku včrtamo oziroma očrtamo krožnico. V trikotniku lahko vedno očrtamo ali pa včrtamo krožnico. Se pravi, v vsakemu trikotniku vedno obstaja ena taka krožnica, da jo lahko narišemo okoli vseh treh točk. Zdaj pa imamo dve možnosti. Ena možnost je, da je krožnica okoli trikotnika. To je očrtan trikotnik, in ker je ta večji izmed obeh, je njegov polmer označen z veliko R črko, medtem ko je središče očrtane, S pa mali O zraven. Če pa trikotniku včrtamo krožnico, potem pa je njegov polmer mali r, njegovo središče pa SV. Vsakega narišemo s konstrukcijo simetral, in sicer očrtanega s konstrukcijo simetral stranic, njihovo presečišče pa je središče očrtanega trikotnika. Očrtanega kroga trikotnika, ne. Tu pa imamo presečišče simetral kotov pri včrtanemu in njihovo presečišče je spet središče. Polmer pa potem dobimo na postopek, ki si ga bomo pogledali, a ne. In zdaj v bistvu najbolj pomembno je za konstrukcijo, da si zapomnite. Pač očrtan so simetrale stranic, včrtan so simetrale kotov. Jaz si tako zapomnim, da včrtamo je na začetku V, kar izgleda tako kot, če bi ga dali položno. In to vem, da so potem simetrale kotov. Tako, zdaj si bomo pa vsakega posameznega ogledali, kako se nariše in oziroma očrta. In včrta trikotnik. Najprej bomo v trikotniku očrtali, ne. Se pravi, v trikotniku očrtan krog. In sicer najprej bomo narisali za naše potrebe en trikotnik. Kar enega poljubnega si narišite. Recimo takole, takole in takole. In temu trikotniku označimo ga z A, B, C, bomo sedaj očrtali krog. Če se spomnite, smo rekli, da je treba najprej narisati simetrale stranic. Se pravi, če bi potek dela tukaj pisali. Prvič simetrale stranic. Imamo pa eno srečo, in sicer ta sreča je pa, da je dovolj, da naredimo samo dve simetrali. Boste videli, zakaj. Ker načeloma je tako, da je zelo veliko zdaj teh vseh lokov in vsega tega. Simetralo stranic, če se malo spomnimo, kako jo že narišemo, jo narišemo s pomočjo šestila. Jaz bom vse, kar bom delala zdaj z rdečo barvo, to pa zato, da boste videli, trikotnik bo zdaj s črno, konstrukcija pa z rdečo, ne. Treba je narisati simetralo stranice. Simetralo stranice dobimo tako, da zapičimo šestilo v neko v oglišče in zdaj rabimo dva loka. Malo čez pol morate dati šestilo, se pravi, da ne bo manj kot pol, ker ne bosta se potem loka srečala. In ni važno, kaka je velikost, samo da je malo čez pol. Ko enkrat določimo to velikost šestila, je ne spreminjamo več. No, in zdaj narišemo iz oglišča A, narišemo lok, tule. Potem pa, zdaj jaz bom naredila dva loka tukaj, zakaj? Da se mi bosta tukaj sekala dve točki in te dve točki bom povezala in bo simetrala. Vi pa lahko tudi naredite samo eno,
križišče, da boste imeli manj teh lokov, pa samo pravokotnico na to oglišče. To je še ena izmed možnosti, ne? Se pravi, jaz narišem zdaj 2 loka, zdaj pa povežem to z ravnilom. Pa dajmo ravnilo, ne? Se pravi, povežem ti 2 točki in dobim simetralo stranice. Evo, takole. To je prva simetrala stranice. Če smo risali dovolj natančno, bo ta simetrala točno razpolovila stranico, ne. Upam, da je meni to uspelo. Zdaj pa to ponovimo še na drugi stranici. Mogoče najboljše, da bomo tudi tole malo vzeli, ne, BC. Spet vzamemo šestilo, ki mora biti malo več kot pol te stranice. In narišemo en lok tule. In drug lok, na primer tule nekje. Takole. Zdaj pa vzamemo šestilo, ga prestavimo v točko C in spet narišemo lok, tako, tule. In pa še en lok tule, tako da se sekata, ne. Lahko bi cele kroge risali, ampak potem bi bilo pa že res zelo veliko tele zadeve, ne. Teh vseh pomožnih črt, konstrukcije in podobnega. Še malo prestavimo, takole. Zdaj povežemo ta 2 loka. Točke ne boste videli, ko če boste zraven risali, ne, si pač privijte nazaj in poglejte. Bi vam pa svetovala, da to rišete zraven, tako prav zares s šestilom in ravnilom. Izkaže se, da dejansko nekako v teoriji še pol nekako veste, ampak mogoče malo slabše uporabljate potem šestilo pa geotrikotnik, če ne vadite s tem dovolj. Zdaj imamo tule simetralo, če pogledamo, in tule simetralo in sekata se v tejle točki. Tam, kjer se sekata, to je središče očrtanega kroga, ne. Se pravi, narisali smo simetrali stranic in tam, kjer se sekata, je središče očrtanega kroga. Zdaj rabimo še pa polmer dobiti. Polmer je pa v bistvu, zdaj mora naša krožnica iti čez A, C in B. To pomeni, polmer je pa razdalja od središča pa do točke A. Ali, to je čisto isto, kot če bi vzeli od središča do točke B, ali čisto isto od središča pa do točke C. Ker to je ravno pomen krožnice. Se pravi, zdaj jaz vzamem šestilo, ga zapičim v središče in zdaj ga nastavim na eno točko, se pravi, razdaljo v šestilu nastavim tako, da se bo dotikalo recimo A-ja. Je že bilo prej kar v redu, ne? Takole. Zdaj, jaz vam tukaj, preden narišete krog, svetujem, da greste najprej navidezno pogledat, če bo uspelo. Če ne, čisto mogoče malo zapičite levo ali desno, da bo najbolj enakomerno od vseh teh točk. In zdaj dajmo pa zeleno barvo narisati naš krog. Evo ga. Takole, ne. In to je temu trikotniku očrtan krog. Čestitamo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!